Lep pozdrav! Namen moje predstavitve je predstaviti ključne rezultate evalvacijske študije o izkušnjah z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije. Nosilec študije je Andragoški center Slovenije. Pripravili smo jo v sodelovanju z Filozofsko fakulteto, z oddelkom za pedagogiko in andragogiko. Poleg mene sta avtorja študije še sodelavec dr. Marko Radovan iz Filozofske fakultete in Sonja Klemenčič, zunanja sodelavka Andragoškega centra. Študija je dostopna na spletni strani Andragoškega centra, tako da vas jaz lepo vabim, da se jo prenesete in preberete. Jaz bom v tem omejenem času predstavila samo ključne rezultate. V evalvaciji smo se usmerili v 3 temeljne sklope. Zanimalo nas je, kako je bilo izobraževanje odraslih takrat v pomladanskem času organizirano, kako je potekalo in kako so ga v organizacijah tudi spremljali. Takrat je bilo treba čisto na novo postaviti strukture za izobraževanje na daljavo. V tem sklopu nas je zanimalo tudi, s kakšnimi težavami so se ukvarjali v organizacijah. Drugi sklop, in ta mislim, da je najbogatejši sklop v študiji, je bil namenjen analizi izkušenj, ki ste jih v izobraževalnih organizacijah pridobili v tistem obdobju z izvajanjem izobraževanja na daljavo. In iz tega smo potem izhajali tudi, ko smo vas povprašali o tem, kakšno strokovno podporo bi potrebovali v prihodnje za nadaljnji razvoj te oblike izobraževanja, ko gre za izobraževanje odraslih. V evalvacijo smo vključili ljudske univerze, srednje šole in univerzo za 3. življenjsko obdobje. Na ta način smo lahko vključili tako formalno kot precej pomemben del neformalnega izobraževanja odraslih. Podatke smo zbirali od 13. maja do 15. junija. Direktorji so bili anketirani še med potekom pandemije, strokovni delavci in učitelji pa v prvem tednu potem, ko je bila pandemija preklicana in so se vrnili v organizacije. Zbiranje podatkov smo opravili s pomočjo spletnega anketiranja. Odziv na anketiranje je bil dober, zato bi se jaz na tem mestu zahvalila vsem, ki ste prispevali vaša mnenja, vaše izkušnje, vaše razmišljanje s tem, ko ste odgovorili na anketo. In zahvalila bi se tudi vsem predsednikom združenj, asociacij s področja izobraževanja odraslih, ki ste v tistem času, ki je bil zahteven, pomagali tudi z vašim apelom, vašemu članstvu, da so na anketo odgovorili. Odgovorili so skoraj vsi direktorji ljudskih univerz, tako da so odgovori te skupine vprašanih popolnoma reprezentativni. Enako velja za strokovne delavce iz ljudskih univerz in srednjih šol. Odgovorilo je 143 strokovnih delavcev, 91 iz ljudskih univerz in 52 iz srednjih šol. Za skupino učiteljev in mentorjev ne moremo reči, da je bil vzorec pa tudi odgovori reprezentativni, saj smo lahko vključili učitelje bolj naključno, s tem, ko smo si pomagali z strokovnimi delavci na ljudskih univerzah in srednjih šolah, ki so jim anketo posredovali. Odgovorilo je 124 učiteljev oziroma mentorjev. Ne glede na to, da tukaj odgovori niso reprezentativni, se pravi, ne moramo jih posplošiti na celo populacijo, pa so zelo dragoceni za analizo takratne situacije in za premisleke za naprej. Skupaj je na anketo odgovorilo 299 strokovnih delavcev z področja izobraževanja odraslih. In če preidem zdaj na temeljne rezultate, seveda nas je najbolj zanimalo to, ali so v vseh organizacijah vključenih v anketiranje v tistem času, ki je bil res zahteven, izobraževanje odraslih izvajali, seveda na daljavo, ker druge možnosti ni bilo. No, rezultati so pokazali, odgovori direktorjev in strokovnih delavcev, da so v večini vključenih organizacij v tistem obdobju uspeli vzpostaviti nekatere strukture čisto na novo, kar je omogočilo, da se je tudi izobraževanje odraslih izvajalo na daljavo.
Odgovori pa so pokazali tudi, da se ni izvajalo vse izobraževanje odraslih. Posebej smo o tem vprašali direktorje ljudskih univerz, ker imajo ljudske univerze zelo raznoliko ponudbo. No, njihovi odgovori so pokazali, da so se v večini izvajali programi neformalnega jezikovnega izobraževanja, srednješolski programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, osnovna šola za odrasle. No, malo manj kot polovica direktorjev je sporočila, da so se izvajali tudi drugi programi splošnega neformalnega izobraževanja. Ta podatek je pomemben, ker hkrati govori o tem, da v več kot polovici ljudskih univerz v tistem času velik del neformalnega izobraževanja ni potekal in je to pomemben signal tudi za naprej, kako bomo to področje, ko gre za izobraževanje na daljavo, podpirali vnaprej. V 40% so direktorji sporočali, da so potekali programi univerze za tretje življenjsko obdobje. Seveda so ti programi potekali tudi v raznih društvih, ki imajo univerzo za tretje življenjsko obdobje. No, samo v tretjini primerov so potekali programi, javno veljavni programi za odrasle, kar je tudi pomemben podatek, ki nam mora biti v premislek. V 20% študijski krožki kot pomembna oblika neformalnega izobraževanja odraslih. Malo več kot 16% direktorjev je sporočilo, da je potekal tudi program PUMO. Tukaj je procent nizek zato, ker vemo, da program PUMO ne poteka na vseh ljudskih univerzah. Vemo tudi, da je program PUMO potekal pri vseh izvajalcih. No, direktorje smo vprašali tudi, kakšni so bili razlogi, da nekaterih programov na ljudskih univerzah v tistem času niso izvajali. Povedali so, da pač v situaciji, ki je bila, preprosto niso mogli naenkrat vzpostaviti vseh vrst programov izobraževanja na daljavo, tako so se morali odločati z vidika prioritet, namena, ciljev, poslanstva organizacije, z vidika tega, kaj je bilo javna služba, kjer so bile zadaj obveznosti do financerjev. Nekaterih programov niso izvajali tudi zaradi tega, ker so naleteli na različne administrativne ovire, predvsem ko gre za ESS projekte in podobne, ni bilo vedno jasno, niso prišla navodila pravočasno, kaj bodo upravičeni stroški, tam, kjer to ni bilo jasno, raje niso tvegali in so počakali z izvajanjem. Nekatere ovire so bile tudi na strani udeležencev ali da v tistem obdobju niso bili zainteresirani za vključitev v programe. Bolj je šlo za to, da nekateri niso bili usposobljeni za vključitev v izobraževanje na daljavo, so imeli težavo z IKT opremo in podobno. Nekaj težav so navajali tudi, ko gre za učitelje. Tukaj je šlo predvsem za zunanje sodelavce, ki so bili takrat zelo angažirani v osnovnih šolah, v srednjih šolah in jim je predstavljalo dodatno obremenitev še na novo vzpostavljati izobraževanje odraslih na daljavo. Iz nekaterih organizacij so sporočali, da niso imeli dovolj tehnične podpore, da bi naenkrat podprli vse programe in to je bil tudi eden izmed razlogov, da se nekaterih programov v tistem času niso odločili izvajati. Vprašali smo vse skupine tudi o tem, kako so v tistem času organizirali izobraževanje na daljavo. Tule imam podatke za direktorje. Strokovni delavci so odgovorili skoraj da popolnoma identično, natančneje si to lahko pogledate v študiji. Iz njihovih odgovorov smo lahko povzeli, da so se v organizacijah pač dogovorili za nek način dela na daljavo, potem so bili pa večinoma strokovni delavci tisti, ki so se naprej dogovarjali z učitelji za način dela. Analizirali so tehnične zmožnosti, ki so jih imeli v organizaciji. Tudi to, kot sem rekla, je bil en izmed razlogov, kako so se potem odločali, kaj bojo izvajali in kaj ne. Učiteljem so nudili tehnično podporo, so jim pripravili tudi tehnična navodila. Malo več kot pol direktorjev je sporočilo tudi, da so za učitelje pripravili usposabljanja za uporabo IKT orodij. No, strokovnih delavcev, ki so to sporočili, je bilo precej manj, približno tretjina. Kar je pomembno v teh podatkih je to, kar imam na sliki označeno z rdečo barvo. Namreč pokazali so odgovori, da se učitelji v tistem času niso prav zelo povezovali v strokovnih aktivih.
da v izobraževalnih organizacijah tudi niso pripravili posebnih didaktičnih, vsebinskih priporočil za učitelje za izvajanje izobraževanja na daljavo, niti ločenih, recimo bolj specialističnih za primere, ko se v programe vključujejo ranljive skupine. Pokaže slika, in kar je verjetno tudi razumljivo, da so v tistem obdobju, ko je bilo treba postaviti ene stvari popolnoma na novo, bolj se v organizacijah posvetili organizacijskim vidikom, tehničnim vidikom in ne toliko vsebinskim. In mislim, da je to ena točka, sploh ko gre za andragoško didaktiko izvajanja izobraževanja na daljavo, kjer moramo biti zdaj v prihodnje, ko gre za razvoj tega področja, zelo pozorni in bolj podpreti tudi te vidike. Učitelje in tudi direktorje in strokovne delavce smo vprašali, kateri načini dela na daljavo so bili takrat v tistem obdobju najbolj v uporabi. Prosili smo jih, da nam navedajo tisto, kar so večinoma uporabljali. No, odgovori učiteljev pokažejo, in to se je pokazalo tudi na drugih področjih, da so uporabljali takrat zelo raznolike načine, kako z vsebinami priti do udeležencev. Večinoma so učitelji izbrali odgovor, da so pripravljali učna gradiva in jih udeležencem poslali po elektronski pošti. Potem so pa imeli še različne druge kombinacije, da so nalagali gradiva v spletne učilnice, v nekaterih primerih celo pošiljali po navadni pošti, ko so imeli udeleženci težave z dostopom do spleta. No, malo več kot 20% jih je sporočilo, da so uporabljali te asinhrone oblike v kombinaciji s sinhronimi, se pravi, da so uporabljali tudi videokonferenčne sisteme za stik z udeleženci v živo, kot so Zoom, Teamsi in podobno. Iz tega smo lahko sklenili, da je v tistem obdobju prevladovala asinhrona oblika komunikacije z udeleženci, ki so jo pa učitelji, potem ko so se počasi tudi usposobili za uporabo novih IKT orodij, začeli kombinirati tudi s sinhronimi oblikami. Tukaj se je pokazala razlika v odgovorih, kot večinsko to kombinirano obliko so jo navedli kar skoraj 60% direktorjev in 45% strokovnih delavcev, ali malo več kot 20% učiteljev. Tudi tukaj mislim, da je točka, ko gre za bolj vsebinski razvoj didaktike izobraževanja na daljavo, kako kombinirati te sinhrone in asinhrone načine komunikacije, kot ena pomembna točka za nadaljnji razvoj in tudi za usposabljanja učiteljev. Učitelje, ki so uporabljali sinhrone oblike komunikacije, smo povprašali, katere oblike so večinsko uporabljali. No, odgovori so pokazali, da se je večinsko v tistem času, tako kot na drugih področjih, uporabljal Zoom. Učitelji so uporabljali še številne druga orodja, verjetno tista, ki so jih poznali, za katere so bili usposobljeni. Zanimivo, na tej sliki se pokaže, da je samo 10% učiteljev in mentorjev uporabljalo Microsoft Teamse, čeprav imajo javne organizacije za izobraževanje odraslih prek Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport brezplačne licence za uporabo tega orodja. No, odprta pojasnila v študiji so nam povedala, da so bile včasih težave pri teh orodjih, ko je treba vzpostaviti uporabniški račun, uporabljati gesla, uporabniška imena, da za udeležence, ki niso tako vešči IKT tehnologije, je to predstavljalo težavo, zato so se odločali za čim bolj enostavne in udeležencem prijazna orodja in Zoom se je očitno izkazal kot najbolj tak, ki je bil vsem blizu z tega vidika. No, zelo pomemben del študije je bila analiza težav, s katerimi so se v tistem obdobju ukvarjali, ker je to tudi za naprej pomembno, da smo na to pozorni. Najprej smo analizirali težave, ki so jih imeli učitelji. Tukaj so podatki, kaj so direktorji in strokovni delavci sporočili. Sporočili so, da so imeli učitelji takrat v začetni fazi nekaj težav, ko je šlo za usposobljenost za delo z IKT orodji in za usposobljenost za didaktične vidike izobraževanja na daljavo. Direktorji so zaznavali tudi začetno težave pri začetni motivaciji učiteljev za izvajanje izobraževanja na daljavo. Na začetku niso bili vsi navdušeni za izvajanje tega izobraževanja, ampak kot rečeno, najbolj zato so navajali zelo velike obremenitve, ki so jih imeli v tistem času.
No, zanimivo je, kaj so o tem rekli učitelji, namreč za razliko od direktorjev in strokovnih delavcev je samo 21% oziroma 16% omenilo, da so imeli težave pri usposobljenosti za didaktične vidike izobraževanja na daljavo in usposobljenosti za delo z IKT orodji. Zdaj, brez dodatnih pogovorov z učitelji in mentorji težko komentiramo ta podatek. Morda je šlo za to, da so se s časom usposobili in okrepili svoje zmožnosti za te vidike. Sama se malo nagibam tudi k premisleku o tem, ali smo tisti, ki smo učitelji, včasih nam je malo težko reči, da česa tudi ne obvladamo popolnoma. K temu se nagibam zato, ker smo kasneje v študiji videli, ko smo učitelje in mentorje spraševali, kakšno podporo bi potrebovali v prihodnje, da so navajali prav te vidike kot tiste, kjer bi potrebovali dodatna znanja. No, sami so največ težav navajali pri iskanju načinov za aktivno pristopanje k neodzivnim udeležencem. Nekateri so malo pojamrali tudi, da so s časom, da jim je začela njim samim upadati malo motivacija za izvajanje izobraževanja na daljavo, da bi potrebovali malo dodatne podpore, ko gre za to, za zagotavljanje podpore udeležencem pri izobraževanju na daljavo. No, zanimalo nas je seveda tudi, s kakšnimi težavami so se srečevali udeleženci pri izobraževanju na daljavo v tistem času. No, tukaj so si bile vse tri skupine vprašanih enotne, da je bila določena skupina udeležencev, ki so imeli težave pri opremljenosti v domačem okolju z IKT opremo, se pravi, ali niso imeli dostopa do spleta, ali je bila povezava slaba, ali niso imeli računalnikov oziroma so jih mogli deliti z drugimi družinskimi člani. In to je točka, na katero moramo biti res pozorni v prihodnje. Mi smo kot stroka že v tistem času opozarjali na to. To se je pojavljalo na vseh področjih izobraževanja, vendar je treba tukaj opozoriti, da je bilo izobraževanje odraslih v tistem času izločeno ali lepše rečeno ni bilo vključeno v različne sheme pomoči, podpore, da bi izobraževalne organizacije dobile pomoč v opremi, tako za lastno delo, kot za to, da jo posodijo udeležencem, tako da na to moramo biti zelo pozorni v prihodnje. Vemo, da se v izobraževanje odraslih vključujejo nekatere ranljive skupine, ki so tudi ekonomsko šibke, zato je to še toliko bolj pomembno. Težave so bile pri odzivnosti nekaterih udeležencev za delo na daljavo in pri usposobljenosti udeležencev za uporabo IKT orodij. No, to, kar nas je v študiji malo presenetilo, je, da vse tri skupine vprašanih niso zaznali večjih težav pri usposobljenosti udeležencev za samostojno učenje oziroma usposobljenost in pripravljenost udeležencev, da si organizirajo čas za učenje. To nas je presenetilo zato, ker so v preteklosti številne študije, tako domače kot tuje, prav na tej točki kazalo, da so skupine udeležencev odraslih, ki imajo s tem težave in jih je zato treba opolnomočiti za samostojno učenje. Zdaj, lahko si to razložimo s tem, da so v tem času tekli bolj programi, ki so vključevali udeležence, ki so bili že sami bolj motivirani, bolj izobraženi, bolj opolnomočeni za samostojno učenje. Lahko pa tudi, da v tistem času v organizacijah še niso imeli dovolj informacij, ali pa je to vprašanje celo malo podcenjeno, tako da moramo biti pozorni v nadaljevanju pri sprotnih spremljavah. Še posebej v povezavi s tem, da pa so iz organizacij javljali, da so imeli težave z neodzivnimi udeleženci. Lahko, da bi bili med njimi tudi takšni, ki imajo težave si organizirati lastno učenje oziroma zmožnosti za samostojno učenje. V študiji smo vse skupine vprašanih vprašali tudi, od koga so v tistem času dobili največ podpore, zato da so lahko organizirali izobraževanje na daljavo. Odgovori direktorjev pokažejo, da so si v tistem času lahko najbolj pomagali v lastnih asociacijah, združenih na področju izobraževanja odraslih in z sodelavci v lastnih kolektivih oziroma sodelavci iz drugih kolektivov. Torej, pokazalo se je, da se je v tistem času sprožilo veliko socialnega kapitala, da so vezi v tej naši skupnosti izobraževanja odraslih morda močnejše, kot si mislimo, in da so
tukaj direktorji dobili največ pomoči. No, nekoliko slabše ali pa nekoliko bolj kritični so bili do pomoči in podpore, ki so jo dobivali v tistem času iz nacionalne ravni, pa naj gre za Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ali za nacionalne javne zavode. Ko gre za ministrstvo, so sporočali, da so se v tistem času včasih počutili kot področje malo pozabljeni, da so navodila, priporočila, okrožnice, ki so prihajale, bile vedno splošne narave, niso bile posebej za izobraževanje odraslih, vedno so mogli luščiti, kaj je pomembno tudi za odrasle in to se jim ni zdelo primerno. Ko je šlo za nacionalne javne zavode, so direktorji sporočali predvsem, da je pomoč sicer prišla, ampak prepozno, da bi oni potrebovali tisti prvi dan, ko so mogli vzpostaviti izobraževanje na daljavo, ampak prišla je z zamikom. Bile so tudi pohvale na različna področja, ampak to glavno sporočilo je bilo, da so morda tudi priporočila, ki so prihajala za različna področja, tudi iz različnih javnih zavodov, tudi NIJZ-ja, bila včasih malo neusklajena in jim je tudi to povzročalo težave. Zelo podobno so sporočili strokovni delavci. Zgleda iz odgovorov, da so se oni malo manj povezovali v asociacije, da se vanje, očitno so se v tistem obdobju bolj povezovali direktorji, vodilni, sami so največ opore našli v lastnih kolektivih in v sodelavcih iz drugih kolektivov. Malo višje so ocenili podporo javnih zavodov, kar je mogoče razumljivo, ker vendarle javni zavodi so bolj za strokovno podporo, torej imajo več stika s strokovnimi delavci, vendar mislim, da za vse tiste, ki delamo v javnih zavodih, je to pomembno sporočilo, da si želijo izvajalci več podpore in da moramo na ta način tudi odreagirati v prihodnje. Upam, da v tem obdobju tudi že smo. Si pa tudi želim, da bi kasneje v panelni razpravi se odprlo tudi vprašanje o tem, kakšno pa imamo pogoje sodelavci v nacionalnih javnih zavodih oziroma kakšne bi morali imeti, da bi to podporo, ki je res zelo potrebna, lahko dajali v takšni meri, kot bi jo morali. Učitelji so sporočili, da so največ podpore dobili v organizatorjih izobraževanja odraslih in iz smernic, ki so jih pripravljali v organizaciji. Pomagali so si tudi učitelji med seboj. Malo manj, in to se kaže čez celo študijo, so se povezovali v strokovne aktive, manj so čutili tudi podpore iz svetovalnih služb, tudi svetovalcev za izobraževanje odraslih, tako da to so vse točke, na katere moramo biti skupaj, ko bomo krepili to podporo vnaprej pozorni. Sploh povezovanje učiteljev je ena točka, ki se kaže kot zelo pomembna. No, zbrali smo tudi najdragocenejše izkušnje z izvajanjem izobraževanja odraslih na daljavo v tem času. Pokazalo se je, da je bilo to obdobje, tako kot je bilo težavno, tudi zelo bogato s tem, da smo se vsi skupaj ogromno naučili. V nekaterih organizacijah so sploh prvič vzpostavili spletne učilnice, začeli uporabljati orodja, ki jih prej niso, okrepili svoje digitalne zmožnosti. Razvito jih je bilo kar nekaj novih didaktičnih pristopov za posebne skupine, kot so recimo starejši, mlajši odrasli, Romi in podobni. Če je na eni strani bilo zaznati slabšo odzivnost nekaterih skupin udeležencev, pa so bili v organizacijah presenečeni nad odzivom drugih udeležencev, ki je bil večji, kot so ga pričakovali. Moram reči, da se je mene najbolj dotaknili tisti zapisi v študiji, ki so govorili o tem, koliko človečnosti, koliko srčnosti, koliko tega človeškega odnosa se je sprostilo, ko ste bili organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji res v prvih vrstah, ko je bilo treba tudi blažiti neke negotovosti, strahove ljudi, ki jih bo zdaj verjetno v tem obdobju še več, ki presegajo zgolj strahove povezane z izobraževanjem. Najbolj sem si zapomnila izjavo mentorice Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je sporočila, da ko je poklicala eno udeleženko, da bi jo povabila na en seminar v Zoom, je ta rekla: preden ste me vi poklicali, že 14 dni nisem govorila z nikomer.
To je izjava, ki kaže, kako pomembno je področje izobraževanja odraslih ne samo z vidika znanja, ne samo z vidika usposobljenosti ljudi, ampak tudi z vidika socialne vključenosti oziroma preprečevanje socialne izključenosti. In to dajejo predvsem neformalni programi, ki so se v velikem deležu v tistem času zaustavili in zato moramo zdaj narediti vse napore za to, da bi se, ker zgleda, da bo to obdobje še trajalo, okrepila vsa možna podpora, da v tem obdobju ne bi bilo več tako. Na koncu smo vse skupine vprašali še, kakšno podporo bi si želele v prihodnje pri razvoju izobraževanja odraslih na daljavo. Sporočili so, da nujno potrebujejo podporo v IKT opremi in orodjih, naj bojo priporočila, navodila, okrožnice, ki bojo prihajala v prihodnje, jasna in pravočasna in naj bojo pripravljena posebej za odrasle. Želijo si jasnih navodil in usmeritev glede dokazovanja upravičenih stroškov, podporo pri razvoju novih pristopov izobraževanja na daljavo in tudi podprtih uvajanja teh novih pristopov z usposabljanji. No, iz vsega tega smo mi v študiji zapisali nekaj ključnih ugotovitev. Prvo seveda to, da so strokovni delavci, vodilni učitelji, mentorji, svetovalci na področju izobraževanja odraslih v tistem obdobju vložili vse napore, da je tudi izobraževanje odraslih steklo na daljavo, da se ni izvajalo vse izobraževanje odraslih, da je bilo prioritetno formalno, tisto, ki je javna služba, izobraževanje, ki je povezano s pogodbenimi obveznostmi, izobraževanje, za katerega so udeleženci izkazovali interes. In te rezultate iz tistega časa je treba oceniti kot dobre, saj vemo, da razen organizacije, kot je Doba, pa morda še Kira, izobraževanje odraslih ni bilo sistematično vzpostavljeno in je bilo treba ene stvari narediti čez noč. In morda smo se tisti, ki delamo na nacionalni ravni v tistem času, premalokrat zahvalili vsem v praksi za ta velik angažma, ki je v tistem pomladnem obdobju bil narejen. Treba pa je povedati, da so se v takratnem času razgalile tudi nekatere slabosti, na katere moramo biti pozorni v prihodnje. Prva ta, da je del izobraževanja odraslih v tistem času preprosto zamrl, zlasti tisto izobraževanje, ki ni obvezno, niti z vidika udeležencev, niti izobraževalnih organizacij. Povečina je šlo za neformalno izobraževanje, vendar ne zgolj to. In zdaj tukaj moramo opozoriti, da poleg posledic z vidika znanja in usposobljenosti, ki nastajajo zaradi takšnega zmanjšanega dostopa do izobraževanja odraslih, je treba omeniti tudi posledice za socialne odnose, za vključenost odraslih v družbo. To je res zelo pomembno, da ta vidik resno naslovimo. V študiji smo ugotovili, da je bilo morebiti v tistem času premalo strokovne podpore učiteljem oziroma mentorjem, predvsem z vidika povezovanja učiteljev. Nekateri so sporočali, da so se na trenutke počutili sami pri odločanju, kako nekatere stvari izpeljati, da so redko delovali strokovni aktivi učiteljev. Izkazalo se je, in to velja za vsa področja, tudi za področje izobraževanja odraslih, da nimamo dobro razvite andragoške didaktike izobraževanja odraslih. Imamo številne primere dobre prakse, vendar je treba sistematično okrepiti delo na tem področju in to še posebej velja za razvoj specialnih didaktik, ko se v izobraževanje na daljavo vključujejo ranljive skupine. Iz vsega tega smo mi v evalvacijski študiji potem zapisali 5 sklopov predlogov za nadaljnji razvoj izobraževanja odraslih na daljavo. Sistemske ukrepe in usmeritve smo predlagali, nadaljnjo podporo razvojnemu in strokovnemu delu, predvsem razvoj andragoške didaktike, izvajanja izobraževanja odraslih na daljavo, podporo razvoju in izvajanju programov usposabljanja in spopolnjevanja in to tako, ko gre za nacionalne javne zavode, kot pri izvajalcih, nujno potrebno podporo pri zagotavljanju IKT opreme in orodij za strokovne delavce v organizacijah in za udeležence in potrebo po spremljanju in evalvaciji, ker brez vpogleda v stanje težko snujemo ukrepe za nadaljnji razvoj. Jaz več od tega tukaj ne bom šla v podrobnosti, ker bo to tudi tema panelne razprave, ki sledi.
Rekla bi na tej točki samo še to, da je res treba vse napore okrepiti, da se okrepi to podporo, ki jo potrebujejo izvajalci. Tukaj bi se vam samo na koncu zahvalila za pozornost in rekla bi še to, če se vam bo v teh zahtevnih časih zdaj zdelo vaše delo težko, pomislite, da če kdaj, potem je področje izobraževanja odraslih zaradi vseh razlogov, ki sem jih navedla in še številnih drugih, pomembno prav zdaj. Hvala za pozornost in vam želim uspešno sledenje posvetu še naprej.